Pridi do vrat, dvigni roke, zdaj! Najstnik pokliče 112, da prijavi vlom. Policija pa najde grozljiv, strašen prizor. 26 policijskih enot, povejte jim naj pohitijo. Videti je, da gre za možno strelno rano pri ženski ali moškem. NATO se razkrije sprevržen načrt. Pogovarjali smo se z vsemi temi ljudmi in v tem načrtu živimo. V redu. In so te žrtvovali? Praktično, ja. Sem and Jeanette Levian to Yet Crime Fix. Oscar Munoz in njegova žena Dina Munoz sta praznovala obletnico decembra 2025. Nista vedela, da bosta po vrnitvi domov s potovanja izven mesta umorjena v lastni posteli. Bil je božični čas. To bi moral biti srečen čas za par, ki je živel v Clovisu v Novi Mehiki. Kasneje, tisti dan sta bila Oscarjev 19-letni sin Darren in njegov prijatelj Julio Zamora obtožena umora. Bil je 15. december 2020, 5:05 uro zjutraj, ko so policisti iz Clovisa pripeljali do doma družine Munoz. Darren Munoz je poklical 112 in prijavil možen vlom v teku. Ko je prispel prvi policist, je našel odprta garažna vrata. Šestindvajset, vendar imajo kodo 68 pri garažnih vratih. Zapri vrata, če si noter, naredi nekaj hrupa. Pazi zadaj. Ja. 26. Olje, katera enota na voljo? Imam kodo 68. Zdi se, da je nekdo notri. Nič ne sporoča, če so noter. Vidijo me, zapri vrata, videl boš, kako eksplodiram. V prostoru je klavn, ampak jaz sem tukaj, da te rešim. Daj, pojdimo, odpri vrata. 26. Ali lahko policija daje ukaze noter? Nihče ne odgovarja. Koda 68 pri vhodnih vratih. Čakam, dokler ne pride več enot. Pridi do vrat, dvigni roke zdaj. Policij Smith je še nekajkrat zakričal, nato pa se je pojavil Darren Munoz. Pozdravljeni. Kaj se tukaj dogaja? Oprostite. Kaj se tukaj dogaja? Pravkar smo prejeli klic, da nekdo poskuša vlomiti v hišo in dajem opozorila. Slišim nekoga noter, ampak mi ne odgovarjate. Pravkar ste se zbudili? Sta vaša vhodna vrata in garažna vrata običajno odprta? Ne. V redu, ste tukaj sami? Ne, moji starši so tukaj. Vaši starši so tukaj? Kje so? Speedžev. Oni speedžev? V redu, pravkar smo prejeli klic, da je nekdo poskušal vlomiti v hišo. Vhodna vrata, garažna vrata in ta vrata so na stežaj odprta, zato poskušam ugotoviti, kaj se dogaja. Ali ima to smisel? Želim vas prestrašiti ali kaj podobnega. Razumem. Yes. Razumem. Sta vaša starša v svoji sobi? V redu. Če spite? Ja, tam je moja soba, so oni. So dol po hodniku. Razumem. 2680, tukaj. 49. Sem v stiku s prebivalci. Povedali so, da so spali. Poskusil bom vzpostaviti stik z lastniki hiše. V redu, pojdimo govoriti z vašimi starši. A ga želiš najprej zbuditi? Mislim, če še niso budni, ja, rad bi jih zbudil, ker, kot sem rekel, smo dobili klic zaradi vloma v teku. Hočeš počakati tukaj? Mislim, da ne bojo, oni pač ne spijo. Zapiramo. V redu. Ja, če mu želiš iti povedati, naj se zbudi. Je vse v redu? Nihče drug ni tukaj, za kogar bi moral vedeti. V redu? 26 enoti zadaj. Lahko prideš spredaj. Šestindvajset drugim enotam. Če se odzivate, lahko nadaljujete in se vrnete 10:08. Trenutno je tukaj vse v redu.
Charlie, 26 video. Kdo je klical v zvezi s tem? Kaj se dogaja? 26, PD, pridi sem človek. Tu je nuža krvi, ostani zunaj. Zadaj. Okay? Zadaj. Ostani zunaj. 26, postaj, povejte jim naj pohitijo. Videti je, da gre za možno strelno rano pri ženski ali moškem. Ta prizor je grozljiv. Tako je potrebna pomoč za 2 žrtvi streljanja, Darrenovega 58-letnega očeta Oskarja in njegovo mačeho Dino. Pozdravljeni, grem na levo. Preščite hišo. Kaj stopite ven? Pojdi kota. Gremo odpret. Čisto. Pripravljen? 1, 2, 3. Čisto. Pripravljen? 1, 2, 3. On je to primaknil. Sveri. Bila je v tej sobi. Ne morem povedati, ali je ustreljena ali kaj se dogaja z njeno glavo. Tudi jaz ne. Kdo še živi tukaj? Samo meni. Samo ti, Frank? 3. Imaš družinske člane? Čez cesto, moj stric in teta. Tvoj stric in teta živita čez cesto? V redu, za zdaj ostani zunaj. Nočem, da greš nazaj noter, prav? Moraš se zbrati. Zavarovano je. Pojdi z menoj. Stoj tam. Stoj tam. Ja. Imate družinske člane? Čez cesto, moj stric pa teta. Vaš stric in teta živita čez cesto? V redu, za zdaj ostanite zunaj. Nočem, da greste nazaj noter, prav? Peljal vas bo v svoj patrulni avto. To je za vašo varnost, prav? Pojdite z menoj. Ustavite se tam. Ustavite se tam. Dejno. Ne, noter, v spalnici. Pojdi noter na desno. Pregledali smo, nismo še ničesar našli. V redu, samo usedi se, no. Ugotovili bomo, kaj se dogaja, prav? Charlie, 26 PD, samo za 49. Trenutno imamo enega moškega pridržanega, samo za 49. Povedal je, da je med vsem tem spal. Ne vem, kam je izginila moja svetilka. Zadnja vrata so zavarovana. Kje je moja svetilka? Ne vem. Torej, oba imata veliko lužo krvi, ki prihaja iz notranjosti. On ima lužo krvi ob glavi. Iz nosu ji verjetno teče kri. Mislim, da on analno krvavi. Na koncu policija odpelje Darrena Munoza na policijsko postajo. No, začnimo znova. Kaj sta počela včeraj? Nista bila doma, bila sta doma. In mislim, bilo je, ne vem, kam greš za vikend? Ja. In si ostala sama, ja, zdaj so šli.
Začela sem po 4, šli so. In potem so se vrnili včeraj, danes. Nedelja. Je. Torej je danes ponedeljek, torej nedelja, nedeljski večer je bil tvoj dan ali ne, to je v Tujci, da je to v redu, veš. In vse, mislim, ali imaš kar dober odnos s svojimi starši? Ja. In svojo mačeko, se dobro rodimo. V redu. In mislim, da imate družino čez cesto? Ja, brat v stric je enkrat šel. Kjer je policija nekaj časa govorila z Darrenom. Povedal jim je svojo zgodbo o tem, kaj se je zgodilo tistega jutra, vključno z njegovim klicem na 911. Nato pa so Darrena vprašali o orožju. Kje poučuješ? Ne vem, Ja, bili smo na vrsti do usparjena dekleta. vem. Vem, kaj misliš. Kolikokrat smo se pogovarjali z njim, je že prej povedal, da je rekel, da je to res družinska stvar, ki je ni želel imeti sodelan. Ampak ne veš, kakšne so, veš, ali to kot puške, aeri, pištole, taki stvari, prosti. Prosti, žive. Veš, kaj se, kaj... Kako izgledajo? Nikaj ne znal, povezovaš kot... Veš, kaj je kaliber pri pištoli? Ne. Si ljubitelj orožja ali ne? Se bojiš streljanja? Ne. Torej, če misliš, da morda... Darren je rekel, da ni ljubitelj orožja, da še nikoli ni streljal z orožjem. Vendar bodo preiskovalci kasneje povedali, da so našli videoposnetke, fotografije in sporočila med Darrenom in njegovim prijateljem, Juliem Zamoro, kjer sta rokovala z orožjem in se o njem pogovarjala. Ena od teh sporočil se glasi: Imam AR Glock in Ghost Glock. Nato piše: Počakaj. In prikaže se fotografija AR-15 in pištole. Naslednje sporočilo pravi: Tista na desni je tvoja čista. Stavim, da ti bom vrnila, ker poskušam kupiti več, namesto da bi zamenjala. Potem pride čas, da zberejo nekaj dokazov. Hej, Darren. Prosti, samo žogo sem mislil. Imam nalog za preiskavo, da zberem tvoje oblačila in naredim nekaj fotografij in podobnih stvari. Je vse v redu? Če te lahko prosim, da vstaneš in stopiš proti tisti steni. Ja, razlog za to je seveda. Glede na to, kar se je zgodilo danes zjutraj, dejstvo, da si šel v sobo in vse preprosto moramo narediti te korake, da vse skupaj obdelamo, prav? Torej, fotografiral te bom, povedal ti bom, kaj bomo počeli, dal ti bom navodila in potem bom vzel brise tvoje roke. Vzel bom brise iz tvojih ust, take stvari, prav? To so brisi za DNK, prav? Ha? Ja, imam kot neko obleko, ki jo lahko oblečeš, prav? V redu, če lahko samo mirno stojiš, bom začel slikati, prav? Policistka Sandoval še naprej fotografira Darrena Munyoza. Dokumentira njegov videz le nekaj ur potem, ko je nekdo ustrelil njegove starše. Njegova oblačila bodo vzeta kot dokaz in jih bodo morda testirali v kriminalističnem laboratoriju. Nato ga pustijo v zasliševalnici, kjer sedi v belem kombinezonu, saj so mu odvzeli oblačila in tam sedi nekaj časa. Detektivi nato zaslišijo prijateljice Darrena in Julia. Darrenova punca razkrije zaroto. Da ne fališ, če je ljuben, se še govorili. Razen tega, da je Karen v bistvu želela, da se iznebi in je Julio ponudil, da to stori za denar. Ja. In ne veš koliko. Ne. Kdo je bil s kom? Okay. Zato ne vem, kaj ti, samo sem pomen. Adijo. In bil je v tistem delem tovornjaku, rekel je, da je del tovornjak prišel do tvoje lope in pri tebi na tvoji strani sta bila samo ti in Darren. Všeč mi je to, mislim, ne slišim, vem, če ne slišiš. Redu. Ali si slišala govoriti o tem, kadarkoli o tem? Ali je Darren kaj rekel čez vikend? Da bo kaj naredil, ali si vedela, ali ti slišala kaj o njegovi tišini, ali kaj takega, ali kakršnekoli druge informacije, ali pogovor o pištoli, ali kaj takega. Ali,
potem videla Vincenta ali Julija, Joy. Vsi smo šli jesti. Potem pa njegova punca, Brittany in Jaden. In vsi smo šli do božičnega drevesa. Kristotova milost. Prejšnji teden, torej vse, o čemer ste se pogovarjali, vse, kar se je zgodilo, je bilo pred božično parado. V redu, mislim, da je bilo to pred 2 temama. Malo je glasno. Ja, poslušam. Živijo. Druga mlada ženska ponudi več informacij. Tako, sem slišala njihov pogovor. Je Darren to rekel, če svojega očeta ne bi ustrelil, bi mu prerezal zavorne cevi na tovornjaku? In potem bi samo vozil naprej. Zaleti se v nekaj, veš, umre zaradi srčnega napada, ker je debel. To je dobesedno rekel. In potem je rekel, da bi lahko poslal Vincenta noter. In potem, medtem ko njegov oče spi, in potem bi bila samo tišina, ja. In mislim, sem si samo rekla, vedno sem to jemala kot šalo, ker kot sem rekla, Darren je vedno govoril stvari, ampak jih nikoli ni naredil. In nikoli ni bil res škodljiv do ljudi, veš kaj mislim. Vedno je bil zame kot nekdo, ki je skrbel zame. Policija nato pobere Darrenovega prijatelja, Julio Zamora, ga pridržijo in ga prav tako namestijo v zasliševalnico. Imate pravico govoriti z odvetnikom, preden vam postavimo kakršnekoli vprašanja. In da je on ali ona z vami med vsakim zaslišanjem. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam bo dodeljen brezplačno ali za majhen strošek, če to želite, da gospod, če ne želite govoriti z menoj ali preiskovalcem Munyozom, lahko kadarkoli prenehate, prav tam. V redu, a razumete, kaj sem vam pravkar razložil? Da, gospod, če bi samo parafirali. Ja, tam. V redu. In ali želite govoriti z nami? Gospod, ne vidim nobene težave pri tem. V redu, izvolite, gospod. Ste zaključili srednjo šolo? Ne, gospod. V kateri razred pa hodite? Opustil sem šolo in sem poskušal dobiti svoj GED, ampak v resnici se nisem trudil. Bil sem zaposlen za delo. Kje pa si delal? Ukvarjam se z urejanjem okolice. Jaz in moj oče delava pri urejanju okolice in podobnih stvareh, zdaj pa ima še več dela. Ampak sezona se je upočasnila. Tako da je v redu. Kateri razred si pa nazadnje zaključil? V 4. letniku sem opustil šolo. Torej si zaključil 11. razred. Ja, 3. letnik. V redu, zdaj pa, če lahko samo podpiš se tukaj zame. Prav tukaj. Zdaj, ko je to urejeno, Julio, imaš kakšno predstavo, zakaj si tukaj? Ni nujno. Samo preden so me privedli, so rekli, da sem osumljenec kaznivega dejanja. To je vse, kar so mi povedali in niso mi povedali veliko več. In ne vem, o kakšne stvari govorijo. Samo rekli so mi številko 5, to je vse, kar sem povedal. V redu, nisi mi česar videl na Facebooku, Instagramu? Ne, na Instagramu sem samo zaradi sporočil, na Snapchatu tudi samo za sporočila. Na Facebooku nisem, to je marketplace, samo brskam naokoli. V redu. Torej, ali poznaš Darrena? Darren, ja, on je eden mojih prijateljev. Želiš, da tvoji prijatelji to vedo? Poznal sem ga približno 1 leto, rekel bi 1 leto, morda leto in pol. In vem, da nisi iskren z mano, ker so že naredila ogromno, veliko odredb za hišno preiskavo. Pogovarjali smo se z veliko ljudmi in ti si eden zadnjih, ki sedi v tej zasliševalnici. Zato ti bom dal priložnost, da si iskren z nama obema. In nam povej resnico o tem, kdaj si nazadnje videl Darrena, kdaj si se nazadnje pogovarjal z njim in kakšno je bilo vajino prijateljstvo. Prav? V redu, prosim, ne. Prav, kaj se dogaja? Torej, nazadnje sem ga videl v nedeljo, torej včeraj, ko je končal z delom. Ob kateri uri je bilo to? Okoli 3:30, 4 ure tam nekje. Prav, nisem dobil s časom in potem smo pobrali še enega od mojih prijateljev, Vincenta smo pobrali, zdaj smo vsi skupaj, šli smo k enemu od drugih prijateljev domov. Šli smo k njemu domov in sva se malo sprla. Rekel je, da sem bil neumen, ampak sva se pogovorila, uredila stvar in rekel je, da je zadnjič, ko sem ga videl, bilo
Potem, ko me je odložil, kar je bilo okoli 5, pravzaprav okoli pol 6, odložil me je približno takrat, potem, ko me je odložil, sem se sproščal doma, nato pa sem se družil z dekletom. Potem, ko si se družil s to punco, kaj si potem počel? Nič posebnega, samo srečal sem enega za svojim bratom pri hiši. Torej, ob 1 uri si se družil s punco, ob kateri uri je odšla? Ona je odšla okoli enih 30. In potem? Sem jo odložil. Kje si jo odložil? Da, gospod. Kje si jo odložil? Pri njej doma, kje je njena hiša? Tam, čez na... Ne moram se spomniti imena ulice, ampak je tam pri Walkerju. Walker, v redu. In potem, ko si jo odložil, kaj si naredil? Vrnil sem se v mojo hišo. In potem si ostal tam do konca noči. Da, gospod. S svojim bratom? Z svojim bratom in očetom. Kdo je tvoj brat? Tvoj brat je. In odšel sem okoli 5 zjutraj in dal sem očetu krofe in mleko, sebi pa vrečko čipsa in pijačo. In kje si dobil krofe in mleko? Vse to tudi. Na Mayberryju in Sycamorju. In to je bilo ob 5, okoli 5, 14, 5, nekje tam okoli. V redu. In to je resnica ali še vedno kaj izpuščaš? Ker sem to že prej videl. In še vedno mislim, da nekaj izpuščaš. Ne, gospod. Kaj pa približno teden in pol nazaj? Ali ste kupili strelivo pri Birds? Da, gospod, sem. Da, gospa, sem zunaj. V redu je. Kakšno strelivo ste? Kupil sem 9 mm naboje. Imate 9 mm naboje? Da, gospod, kupil sem jih. Za prijatelja. V redu. Katerega prijatelja? Mojega. Očeta, o tem sem govorila, ni problema. Torej, ko kupuješ, katerega izmed njih izbereš, kdo? Kot ti je povedal, veš, da smo govorili z veliko ljudmi, veš, da zdaj upam, da si opazil, da vemo veliko več, kot misliš. Prav? Torej, vemo o tej Ghost Glock pištoli, ki jo je imel Darren. Vidva gresta in kupita, no, ti greš noter in kupaš 9 mm strelivo. Da, gospa. Ali je to prav? Za tvojo pištolo veliko nabojev kalibra 9 mm. Tako sem jaz. Kdo je to storil? On je želel 9 mm naboj za svojo pištolo. In se je rekel, v redu, ni tako. Nisem videl nič posebnega o tem, ker nisem tak, bom ga kupil ali kaj takega, kaj. Kaj se je dogajalo v tistem času, da ste želeli kupiti to 9 mm strelivo? Samo iti streljati. Samo iti na strelišče streljati, iti na podeželje in streljati, ker imam tam teto, ali pa ima on nekoga, ki ga pozna, mislim. V redu. In gremo tja in streljamo. Se spomniš, da sva govorila o tem, da bi dobila dušilec? Govori o tem, da bi rad dobil dušilec za to, želi si dobra cev za svojo pištolo. In rekel sem mu, da je to njegova odločitev, to je njegova pištola. Kaj? Ali lahko opišeš pištolo? Je sestavljena. Je popolnoma sestavljena. In ima spodnji del je črn, zgornji pa je kot rumen, izgleda rumeno. In to je res vse, kar vem. Ima zavito cev. In a ste vi naredili kakšno izmenjavo na neki točki? Ne, jaz sem naredil izmenjavo z nekom drugim, ampak potem sva jo zamenjala nazaj in jaz sem jo dobil nazaj. Detektivi ne izgubljajo časa in se soočijo z Julijem Zamoro, ki hitro popusti. And Darren. V redu. Pogovarjali smo se z vsemi temi ljudmi in o tem načrtu že vemo. V redu. In so te pustili na cedilu? Praktično, ja. Tako da na tej točki, mislim... Govoril je o takih stvarih. Ampak o kakšnih stvarih? Kot naprimer, da bi rad počel različne stvari. Res ne vem veliko o tem, ampak govori o tem, da bi rad počel različne stvari. V tem trenutku vemo vse. Ja, in res me to ni zanimalo, sem rekel, to je slaba ideja, ker nisem tak človek. Ja, obožuje svoje orožje, ampak nisem tak človek. In kdaj vaju je prosil, da to storita? Prosil nas je, da mu naredimo uslugo. Kar pomeni, da nekoga ubijemo. Rekel sem, da tega ne bom naredil, ker sam nisem morilec. Nimam poguma, da bi koga spodbujal k temu. Ubiti koga. Ubiti njegove starše, verjetno. Ne vem. Veš človek, preprosto. Rekel nam je, da želi, da ubijemo njegove starše. Jaz sem rekel, tega ne bom naredil, ker to ni nekaj, kar bi jaz naredil. Kaj, kako dolgo nazaj je prišel na to idejo? Na to je prišel pred približno 2 mesecema. V redu. Koliko ti je ponudil, da ubiješ njegove starše? Poskušal mi je ponuditi denar, ampak ne spomnim se koliko, ampak nekaj mi je ponudil in sem to preprosto zavrnil. Govori o $100, $1000. Nekaj 100.
Nekaj 100 dolarjev. Nekaj 100 000. Nekaj 100 000. Kje bo pa dobil ta denar? Ne vem, zato sem rekel ne, ker ima službo. Komaj zasluži mogoče 800. Vsake 2 tedna, vsake 14 dni. Pa sem si rekel, ne vem, ne, tega ne bom naredil. Tudi za toliko denarja tega ne bi naredil. To bi bilo, kot da bi svoje življenje vrgel stran. Torej je res poskušal skleniti dogovor s tabo, da ubiješ njegove starše. Ja, poskusil je. In rekel si ne. Da, gospa. V redu, ampak njegovi starši vse nekako končajo mrtvi. Njegovi starši so mrtvi? Ne, se vem. Obljubim ti, da o tem ne vem ničesar. Ne delaj se neumno z nami v tem trenutku, prav? Vedel sem, da je govoril o tem, ampak nisem vedel, da so njegovi starši mrtvi. In on je tukaj in povedal nam je, da si del tega. Zato želimo samo vedeti, kdaj te je prosil, da to narediš. Kako te je prosil, da to narediš. In ali si preprosto šel zraven, ali on vse skupaj organiziral. Kaj misliš, kot da sem šel zraven? Kot če sem šel zraven, da sem se samo pretvarjal, da mi je v redu. Mislim, da res nisem veliko govoril o tem. Mislim, to je bila njegova ideja. In to ni moja ideja. To je bila njegova izbira, jaz nisem naredil prav veliko glede tega. Preprosto sem to ignoriral. Kako je rekel, da bi se moralo zgoditi? Poskušal je povedati, kot da bi se moralo zgoditi tako, da vlomimo. No, eden od naju naj bi vstopil in vse te stvari in samo naredi to in potem poskusi ukrasti stvari in podobno, na to pa naj bi vse skupaj izgledalo kot velika nesreča na ključje. Kot da bi poskušal reči, pejdi tja noter, ukradi stvari, pejdi tja noter, ustreli jih, pojdi in potem pridi v mojo sobo. Naredi, da bo videti, kot da si ti to naredil. Kako si prišel noter? Garažna vrata so bila odprta. V redu. In ti je pisal, naj prideš noter. Ne, gospa. Ti je samo rekel, da bo pustil garažna vrata odprta. Res mi ni nič povedal, ni mi rekel, da bo pustil garažna vrata odprta. Torej si samo šel noter. Je kar v redu. Ja. Ali je vedel, kdaj prideš? Ne, gospa. Ampak ti si v Rogerju zahvali Kanero za predstavo. Naredil sem to v garaži. In kaj si potem naredil? Iskreno, po mojem mnenju, ne bi smel nikoli ničesar narediti. Moral bi samo oditi. To razumem. Tam sem bil dobrih 10-15 minut. Nam lahko poveste, kaj se je zgodilo, ko ste bili tam noter? Bil sem. Mislim, pristavil sem pištolo na svojo glavo in razmišljal o tem, ker nisem želel ničesar narediti. Bilo me je strah. No, umazano je. Ne vem. Ne vem, ali je bil po konci ali ne. Torej ste imeli to, torej, ko ste šli proti garaži, slišimo, da ga pripravljate bolj ali manj. In ti si vedel, kam moraš iti? Ne, gospa. Kako si potem našel pot? Gledal sem naokoli in slišal ljudi. Slišal sem jih. In sem si mislil, še vedno sem za trenutek gledal naokoli. In potem, ko sem jih slišal, sem šel tja noter in bil tam približno 10 minut. Nisem vedel, kaj ne naredim, hotel sem pobegniti in vse skupaj pustiti pri miru. Si na koncu vstopil? Ja, gospa. In zaradi tega se počutim krivega. In jaz ne vem. Kaj si razmišljal? Hotel sem se ubiti, to sem razmišljal. Ali je bila pištola, ki so jo našli v tvojem avtu s tabo, tista, ki si jo uporabil? Ne, gospod. Si od takrat govoril z Derenom? Ne, gospod. Deren, on je hotel tisto pištolo nazaj in jo je hotel držati zase. Kakšen je bil torej načrt potem, ko je bilo opravljeno? Kakšen je bil naslednji korak? Nisem vedel, kaj je naslednji korak potem, ko je bilo opravljeno. Kam si šel potem? Samo stekel sem. Kam si stekel? Ne vem, nekaj časa sem tekel. Pozabil sem, kam sem tekel. Preprosto mi je vse zablokirano. Kako si pa šel tja? Peš sem šel. Odikal? Bil sem peš sem šel iz Hillcresta. In nam želiš povedati? Deren, mislim, da mi Deren laže, ker je Deren tudi rekel, da me bo ubil, če ne naredim ničesar. Torej si bil prestrašen? Ja, to je res bilo to. Bil sem prestrašen, ker nisem hotel
Si ga dan zjutraj sploh videl? Ne. Ne. Ali veš, da je poklical na številko 911? Ne. Ali je Vincent imel kakšno vlogo pri tem, razen da se je javil, da bo to naredil, če tega ne bi storil? Nekolikor vem, da je hotel to narediti, preden bi kdorkoli drug. To je vse, kar vem. Detektivi tudi fotografirajo Julija, da bi dokumentirali morebitne dokaze. Darren Munoz je obtožen zarote za umor, napeljevanja k umoru in 2 točk obtožnice za umor prve stopnje. Njegov prijatelj Julio Zamora je obtožen 2 točk obtožnice za umor prve stopnje in zarote za umor. Oba sta se izrekla, da nista kriva glede obtožb. Sojenje Juliju je določeno za junij 2027, sojenje Darrenu pa naj bi se začelo januarja 2027. Spremljali bomo dogajanje in vas obvestili o razpletu. To je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anja Nat Levy. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič.